Ojdip je eden najznamenitejših tragičnih junakov grške mitologije, ki je dal ime kompleksu, ki stoji v središču Freudove psihoanalize. Usoda mu je namreč namenila, da bo ubil svojega očeta in se poročil ter imel otroke z lastno materjo. Ko se je zavedel, da je, ne da bi hotel, zagrešil zločin očetomora in krvoskrunstva, se je za kazen sam oslepil in se obsodil na izgnanstvo. Drama se začne s prihodom ostarelega Ojdipa in njegove hčerke Antigone v Kolon blizu Aten, kjer želi dočakati smrt. Tam ga ne sprejmejo zlahka, saj jim njegovo ime in pretekla dejanja povzročajo odpor. Modri starec Ojdip, čigar smrt naj bi mestu prinesla blagor, pa vendarle pridobi naklonjenost atenskega kralja Tezeja. A tukaj sta še svak Kreon in sin Polinejk, ki sta ga nekoč izdala, in začne se igra sovraštva, maščevalnosti in političnih obračunov. Je to vaš prvi Ojdip v vaši igralski karieri? Ja, prvi. Sreča je ta, mislim sreča, zato ker še nisem toliko star, hecam se, sem že toliko star, da lahko posegam po teh vlogah, ja. Nikdar naj se ne vrne več domov! Tako da sem bil zelo vesel, da sem bil povabljen k sodelovanju v Mariborsko gledališče. Pravzaprav pa govori tisto, kar nas vse čaka na koncu življenja, to je ta odhod v smrt. On išče prostor, kjer se bo lahko vendarle s svojo smrtjo pravzaprav odkupil za vse, kar je mu življenje namenilo. Najprej bodo zajemi s čistimi rokami. Sam lik Ojdipa se znajde na točki življenja, ki je drugačna, oziroma onkraj tistega, ki jo poznamo iz znamenitega kralja Ojdipa, kjer se mu zgodi ta največja možna tragedija, ki si jo lahko predstavljamo, sploh v človeški civilizaciji. Grške dramatike sem relativno malo odigral, ampak zdaj v 2 sezonah že Evripidovo Medejo in Ojdipov Kolonu in izgleda se vračajo neki grški časi, občutek za tragedijo. Antigono, ki do konca zvesto stoji ob strani svojemu očetu, igra Ana Urbanc. In sam študij in tudi predstava je in nekako psihično in fizično zahtevna, se mi zdi, za vse nas. Jaz sem se pa pravzaprav prvič znašla v vlogi, da nekako sem stalno na odru, stalno prisotna, večinoma stojim in fizično je naporno. Hkrati te pa že sama ta omejitev in napor porineta nekam v eno polje iskanja lika, no, in tudi tam sem ga iskala in nekako našla. Sofokle je Ojdipa v Kolonu ustvarjal v najtežjem obdobju atenske zgodovine. Mesto je bilo izčrpano od skoraj 30-letne Peloponiške vojne, ki se je končala šele dobro leto dni po dramatikovi smrti s porazom Aten in predajo Šparti. 90-letnega Sofokla je lastni sin v sporu s polbratom na sodišču dolžil starostne neprištevnosti. Tedaj je menda sodnikom recitiral dramo, ki jo je nazadnje napisal Ojdipa v Kolonu, in jih vprašal, ali lahko takšno pesem ustvari nekdo, ki je neprišteven. Sodniki so izrekli oprostilno sodbo. Vesel sem zmeraj, kadar publika vidim, da dobro sprejme predstavo, in zdaj smo imeli res lepe izkušnje v Mariborskem teatru z mariborskimi gledalci. Predstava je precej zahtevna, je upočasnjena in tako naprej, zahteva neko koncentracijo od gledalca, da sledi, da se utopi v to zgodbo. Malo smo se bali mogoče na začetku, kako bomo komunicirali, ampak do zdaj imamo res vrhunsko izkušnjo. V predstavi igrajo še Mateja Pucko iz Smeno, Nejc Ropret domačina, Jurij Drevenšek Tezeja, Žan Koprivnik Jesel, Petja Labovič pa je v vlogi Polinejka.